Vse vidimo na zakonodajnem referendumu. S temi besedami so v Golobovi koaliciji komentirali večerno podporo interventnemu zakonu o razvoju Slovenije, ki so ga vložili NSI, Resnica in demokrati Anžeta Logarja, v parlamentu pa danes podprla tudi Janševa SDS, ki pravi, da je koalicijska pogodba usklajena že 95%. Interventni zakon je v parlamentu danes spet razklal politiko na dva dela. Dosedanji vladajoči, Golobova Svoboda, Levica in SD, ki skupaj s sindikati napovedujejo naknadni zakonodajni referendum, in kot kaže bodočo koalicijo Janeza Janše, ki skupaj z NSI-jem in demokrati Anžeta Logarja računajo na to, da ga ustavno sodišče ne bo dovolilo. Saj zakon vsebuje tudi določbe o davkih, o katerih pa je pri nas referendum prepovedan. O zakonu pa se lahko glasuje le v celoti. Če bo sindikatom in vladajočemu trojčku uspelo zbrati 40 000 podpisov, ali bomo šli torej na referendum o zakonu, ki po besedah Janeza Janše in predlagateljev koristi praktično 2 milijonoma ljudem v Sloveniji. Po besedah Svobode, Levice in SD-ja pa bodo od njega imeli korist le bogati. Kaj nas torej čaka? Je referendum o zakonu, ki vsebuje določbe o davkih, sploh možen? Kako bodo ravnali v vladajočem trojčku, ki je zakon predlagal? Z nami sta Damjan Bezjak-Zrim iz SD-ja in Tadej Ostrc iz demokratov Anžeta Logarja. Dober večer obema. Dober večer. Najprej, gospod Ostrc, kaj pravite na besede, ki ste jih slišali ob sprejetju tega interventnega zakona? Se vidimo na zakonodajnem referendumu, ki ga napoveduje SD gospoda Zrima, Gibanje Svoboda in Levica. Ja, dober večer. Najprej naj povem, da je danes en čudovit dan, ker smo sprejeli zakon o razvoju Slovenije, ki dejansko nikomor nič ne jemlje, ampak vsem državljankam in državljanom nekaj daje. Spravi, omogoča nižje cene bencina, omogoča nižje cene položnice elektrike, nižje cene hrane, mladim družinam omogoča nižje najemnine, predvsem pa pušča nek prostor gospodarstva, da zadiha, zdravstvo pa daje spet možnost, da začne delovati in izkoriščati svoje polne kapacitete. Ampak kaj pravite na napoved, vidimo se na zakonodajnem referendumu? Glejte, demokracija je čudovita stvar, to je vse možno, jaz verjamem, da bodo podpise zbirali. Zakonodajna pravna služba pa je že v svojem mnenju ob sprejemanju zakona zapisala, da se lahko referendum razpiše samo na celoten zakon in da glede na to, da vsebuje določbe o davkih, tak referendum naj ne bi bil dopusten. Kako, glede na to, kar je del gospod Ostrc, potem greste oziroma pravite, da boste zbirali podpise za naknadni zakonodajni referendum? Prvič moramo vedeti, da to ni interventni zakon, niti ne zakon za razvoj Republike Slovenije. To je vstopnica desnega trojčka k četrti Janševe vlade in to je bil njihov pogoj, da vstopijo v vlado, nič drugega. Kar se tiče samega referenduma, jaz mislim, da bodo sindikati v podpori strank uspeli zbrati 40 000 podpisov, ampak počakajmo do tega trenutka. Sam ocenjujem možnost, da bo prišlo do tega, seveda pa nas tudi določeni pravniki opominjajo, da ta zakon ne bo dopusten, ker vsebuje davčne zakone. Torej, bom počakali. Kaj pravite na to, gospod Ostrc, da bi sprejem današnjega zakona v bistvu vstopnica v četrto vlado Janeza Janše? Glejte, danes smo slišali zelo veliko nekih ideoloških debat, nekih očitkov. Dejstvo je, da bodo od tega imeli tako mali podjetniki, SP-jevci, kot tudi kmetje in pa upokojenci nekaj. To, kar je pisalo v zakonu, je dejansko skoraj 1/3 programa demokratov Anžeta Logarja in s tem dajemo tisto zavezo in obljubo svojim volilcem in volilkam, ki smo jo dali v predvolilni kampanji in ko smo predstavili ta naš program širom po Sloveniji. Tako da, gledajte, bom rekel še to, lahko je govoriti o ideoloških debatah, težje je reševati probleme ljudi. Mi smo danes pristopili k reševanju problemov s tem zakonom. Saj vam noben ne očita, da v določenih pogledih zakon ni dober. Kar se tiče znižanja DDV-ja na košarico dobrin v trgovinah, tu tudi socialni demokrati smo izrazili svojo podporo, ampak vkolikor bodo pristojne službe ugotovile, da si trgovci ne zvišujejo marže, ker če to bo koristilo povprečnemu človeku, povprečnemu državljanu Republike Slovenije, potem imate našo podporo. Tudi vaša
znižanje DDV-ja na oddajo premoženja. Če bi to šlo zgolj za stanovanjsko problematiko, za mlade družine, tudi tukaj se Socialni demokrati strinjamo, ampak tukaj imamo tudi oddajanje poslovnih prostorov, oddajanje drugega premoženja in tu enostavno ne vidimo, zakaj bi bil to interventni zakon. In tukaj se v tem pogledu z vami ne strinjamo. Glejte, mogoče je bistvena razlika med predlagatelji oziroma podporniki zakona in pa med odhajajočo koalicijo je, da dejansko mi zaupamo ljudem. Danes smo slišali, da nasprotniki zakona ne zaupajo trgovcem, ne zaupajo najemodajalcem, ne zaupajo že tako ali tako cel mandat zdravnikom. In mislim, da ljudem je treba zaupati, potrebno je, bom rekel, verjeti v poštenost ljudi in jaz verjamem, da se bo to odrazilo tudi tako v nižjih cenah in v, bom rekel, nečemu, kar bo služilo vsem ljudem, se pravi tako majhnemu človeku, našemu sosedu, kot tudi tistim najbolj izobraženim kadrom. Vkolikor bi nova koalicija zaupala ljudem, prvič ne bi omejevali poslance, da ne smejo govoriti o zakonu na odboru matičnem, kar smo doživeli prejšnji četrtek, bi šli v javno predstavitev mnenj, da bi lahko vsi ključni deležniki povedali svoje mnenje in bi si mogoče kdo premislil tekom samega postopka. Ne, mi smo šli z glavo skozi zid pri tem zakonu, po nujnem postopku, da se to sprejme, da so danes umaknili vse svoje amandmaje, da bog ne daj, da bi bilo več kot 10% amandmajev na zakon, ker to pomeni, da bi odločili na naslednji seje. Mi smo danes to na hitro sprejeli in posledice bodo kar hitro vidne. In če bi imeli res namen poslušati državljanke in državljane, bi vsaj dovolili javno predstavitev mnenj. Glejte, zakon se je sprejemal po rednem postopku. Javna predstavitev mnenj je bila možna, tako bom rekel, v splošni, širši javni razpravi, kot tudi na matičnem odboru. Naj pa še to mogoče povem, da ja, se mudi s tem zakonom, predvsem zaradi zakona o zdravstveni dejavnosti. Prehodno obdobje zakona o zdravstveni dejavnosti pade 21.5.2026 in takrat, če se te določbe ne spremenijo, bom rekel, lahko pade tudi javni zdravstveni sistem, kajti novela zakona o zdravstveni dejavnosti je naložila toliko enih podzakonskih aktov, od katerih mislim, da jih je 5 trenutno od 20 komaj spisanih, plus tega bi pa se mogle vse klinike, vsi zavodi ponovno verificirati in ponovno izdati soglasja, tako da to je praktično nemogoče, kar so naložili službam na ministrstvo in tukaj pač smo mogli odreagirati in ja, zato se pač tudi zato se mudi s tem. Kaj pravite na ta argument? V bistvu smo s tem zakonom porušili socialni dialog. Socialni demokrati vedno prisegamo, da poda mnenje ekonomsko-socialni svet, kar v tem primeru tega ni bilo. Ekonomsko-socialni svet tega ni predebatiral. In kako lahko mi podpremo, če med ključnimi deležniki na eni strani delodajalci kot delodajalci in vlado ne pride do dogovora. To je poslanski zakon, res je, ampak vseeno bi moral ekonomsko-socialni svet o tem razpravljati. In tu mislim, da smo zgrešili naredili veliko napako, da bi omogočili javno predstavitev mnenj. Glejte, jaz sem kot državni sekretar deloval skoraj leto in pol v ekonomsko-socialnem svetu na strani vlade, Ministrstva za zdravje in se s temi postopki, bom rekel, kar do dobra seznanil. Mislim, da se je ekonomsko-socialni svet sestal 2-krat v tem času, odkar je ta zakon obravnavan in bi lahko o tem zakonu razpravljali. Je pa res, da pač je to nek tripartitni organ, kjer so tako delodajalci in pa vlada, ki se med sabo dogovarjajo. Naj še enkrat povem, legitimno je, da ima vsak izmed njih svoje interese, pač najti morajo neki skupni imenovalec ali pa vsej neke bistvene točke, kjer se strinjajo. In jaz mislim, da pri tem zakonu se lahko strinjamo, da je ta zakon dober, ker deluje v korist vseh državljanov in državljank Slovenije. Bi lahko vseeno počakali, da se vaša vlada formira in da bi tako lahko dali na ekonomsko-socialni svet, kajti delodajalci in delojemalci niso sovražniki, morajo delovati z roko v roki. In ta proces je bil tukaj porušen. Zato vseeno mislimo, da ste prehitro sprejeli ta zakon, ker posledice za proračun bodo kar velike. Zdaj, konzervativne ocene so do 500 milijonov, bolj grejo do 1 milijarde in tukaj moramo biti previdni. Mi se strinjamo, ni problem, če bodo lahko financirali vse javno šolstvo, javno zdravstvo, če bodo imeli vrhunskega menedžerja, da bo to speljal, ni problema. Ampak dvomimo, da bo ta zakon ne vzel tako zdravstveni blagajni kot pokojninski blagajni in tu bo naredil veliki manko. Ja, še enkrat.
Mene res boli, recimo, ko se pogovarjamo o infrastrukturnih aneksih, kjer so recimo samo na drugem tiru, na potniškem terminalu v Novi Gorici in pa na Jesenicah so se projekti podražili za 671 milijonov evrov. Ne? In takrat je bil to razvoj. Ko pa dajemo 500 milijonov ljudem neposredno, pa to ni razvoj. Tako da ja, je pač ta zakon, bom rekel, nekaj stane, ampak to je zakon, ki, bom rekel, poganja gospodarstvo, ki omogoča tuje investicije in omogoča, da se bodo delovna mesta razporedila, predvsem pa nam daje možnost, da se pripravimo na morebitno krizo, ki prihaja. Povejte nam, gospod Zrim, kako boste se zdaj lotili organizacije zakonodajnega referenduma? Kaj ste se pogovarjali z gibanjem Svoboda z Levico? Jutri bodo svoje stališče predstavili tudi sindikati, napovedali so podporo oziroma, da bodo šli na naknadni zakonodajni referendum kljub nekaterim pomislekom. Dajmo vsem malo čas, da prespimo to burno noč in da se jutri lahko v miru pogovorimo. Tudi sindikati so že napovedali, da bodo definitivno zbirali podpise. Prvo morajo zbrati 2500 podpisov, da se sploh lahko proces zbiranja do 40 000 prične in šele takrat bomo videli, kje sploh smo. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala tudi vam.